Evo, če bi hodili na Javnotlon, bi znali drugače. Zdaj bomo pa naučili, ne? Še enkrat. Srečno! Srečno! Bravo, hit se učite. Odlično, odlično. Dobrodošli na festivalu uporniške pesmi. Dobrodošli v rudniku Hrastnik, ki je bil del nazadnje rudnika Trbovlje-Hrastnik. Danes ste bili še pred 3 urami v svojih dnevnih sobah, pa še kje druge. Zdaj ste pa postali knapinje in knapi. Upam, da vam bo danes lepo med nami, zato bodo poskrbele punce, pa tudi nekaj fantov, ki jih gostimo na tem koncertu. Najprej punce iz feminističnega pevskega zbora Zborke, potem pa še glavne zvezde današnjega večera, jaz jim rečem kar kombinatke, to so seveda članice ženskega pevskega zbora Kombinat, ki so zadnje desetletje v Sloveniji sinonim uporniške pesmi. Nekaj več o tem, zakaj takšen festival, bom povedal potem med obima nastopoma. Zdaj pa vas prepuščam glasbi. Kolikor sem prej slišal, je tale rov izjemno akustičen in upam, da boste uživali v koncertu. In seveda bom povabil vsem na prizorišče naše skupine Zborke.
Ljubljane, oziroma vadimo v Ljubljani, sicer smo iz vseh možnih krajev. Pojemo predvsem pesmi posvečene močnim ženskam, feministične pesmi, pesmi ženskih avtoric. Pesem, ki ste jo pa pravkar slišali, je nastala v Italiji, nekje na prelomu iz 19. in 20. stoletja, in sicer so pele delavke na riževih poljih severne Italije. Govori o tem, da se moramo združiti, da se moramo povezati, zato da se lahko skupaj borimo za svoje pravice in da kljub temu, da smo ženske, nimamo prav nobenega strahu. The Weird Sisters, ki je v bistvu napisana po eni žalostni resnični zgodbi, govori o deklici, ki je bila priča umoru ženske strani zalezovalca. Sprva je bila zaradi tega zagrenjena, no nazadnje pa je to dalo moč, da je odrasla v močno in pogumno borko proti nasilju. Medtem ko se ljudje borimo za drobtinice z njihove elitne mize, oni to izkoriščajo, so naša razdeljenost zato, da nam lažje vladajo. Sledi komad z nami.
življenje res bojno polje. In kaj je bolje, da nas imajo v šahu, preživitvenem strahu, da se borimo za službe in stanovanja, za ljubezen in priznanje, za dostop do znanja. Drug proti drugemu, a samo brami. A si z nami, a si z nami, a si na naši strani. Pustimo tekmovanje, gradimo sodelovanje. A si z nami, a si na naši strani. Če pošteno razdelimo, je dovolj, da vsi preživimo. A si z nami. Ko komu piska v trgovini, a se spomniš na dobrine, ki so nam jih ne da bi kdo pisni ukradli pred očmi. A se bolj kot teroristov bojiš kapitalistov, ki ubijajo neslišno in prikrijejo sledi. A si z nami, a si z nami, a si na naši strani. Pustimo tekmovanje, gradimo sodelovanje. A si z nami, a si na naši strani. Če pošteno razdelimo, je dovolj, da vsi preživimo. A si z nami. A se kdaj vprašaš, kdaj bo dovolj opravljenega dela, profita, potrošniške drame, tehnološkega razvoja, izkoriščanja narave. Nikoli ne bo dovolj, dokler nam vsem ne bo dovolj. Delo za druge ni še nikogar osvobodilo, uboganje pravil ni še nikoli ni spremenilo. V naših rokah je, na kaj bomo pristali. Če se mi ne bomo, nič se bodo oni nas bali. A si z nami, a si z nami, a si na naši strani. Pustimo tekmovanje, gradimo sodelovanje. A si z nami, a si na naši strani. Če pošteno razdelimo, je dovolj, da vsi preživimo. A si z nami. Nadzor in disciplina na vsakem koraku, povsod policija, povsod birokracija, pametna tehnologija, mobiteli, ki nam sledijo, meje, ki čez ne moreš brez pasoša, vrata, ki skozi ne moreš brez kartice. A je svoboda le še geslo v reklami, a smo še ljudje, a imamo srce. A smo roboti s pranimi možgani. A si z nami, a si z nami, a si na naši strani. Pustimo tekmovanje, gradimo sodelovanje. A si z nami, a si na naši strani. Če pošteno razdelimo, je dovolj za vse. A verjameš v pravico ali samo v sistem? A smo res dolžne bankam več kot so ljudje? A si z nami, a si z nami. A si z nami, a si z nami, a si na naši strani. Pustimo tekmovanje, gradimo sodelovanje. A si z nami, a si na naši strani. Če delimo, je dovolj za vse in vsi pridobimo. A si z nami.
obstajajo tudi dobre žurke in odkar obstajajo dobre žurke, so tukaj tudi slabi medsosedski odnosi. In tako se je zgodilo tudi enkrat v 20 letih prejšnjega stoletja v New Yorku, v Brooklynu natančneje, ko je policija od sosedov dobila prijavo, da se v nekem stanovanju dogaja nek žurk. Šli so po noči na vrata, potrkali in ko so se odprla vrata, je bilo kaj za videti. Prvo kot prvo, odprla jim je Ma Rainey, danes jo imenujejo tudi Mati bluza. Drugo kot drugo, kar je bilo pa v zadnje, je bilo pa mogoče še malo bolj zanimivo, ker pač stanovanje je bilo polno deklet, ki so se imela zelo dobro, bila so zelo zanimivo oblečena, no v bistvu so bila gola in vzdušje je bilo pa res tako vroče, no, zaradi tega so se tudi hladile z ogromnimi palmovimi listi. Policija je potem zaradi lezbične zabave, zaradi organizacije Ma Rainey zaprla. Naslednji dan jo je pa baje z plačilom varščine ven iz kehe rešila njena dobra prijateljica in mogoče tudi ljubimka Bessie Smith. Ma Rainey je po tistem še vedno naprej živela svoje bogato glasbeno in zasebno življenje, je pa bila ta večer tako inspirirala, da je nastala naslednja pesem. Hvala festivalu za vabilo, pa upamo, da smo z našim uporom prinesli tudi nekaj upa. Pago todo
non preciso de ninguém, que o mesmo já me chegou. Não preciso de ninguém, que o mesmo já me chegou. Sou mulher forte e livre, não há ninguém que me negue. E se alguém lo intentará, queima la febre o leve. Eu e mais duas companheiras, eu e mais duas camaradas. Eu e mais duas companheiras, eu e mais duas camaradas. Cantamos e arruamos, fazemos la foliada. Cantamos e arruamos, fazemos la foliada. Sou mulher forte e livre, não há ninguém que me negue. E se alguém lo intentará, queima la febre o leve. Queima la febre o leve. Ay, ala, la, ay, ala. Oh, cantaré das solteiras, oh, cantaré das solteiras, oh, cantaré das solteiras, oh, cantaré das solteiras, também das casadas, quando são foliadeiras, também das casadas, quando são foliadeiras. Sou mulher forte e livre, não há ninguém que me negue. E se alguém lo intentará, queima la febre o leve. Queima la febre o leve. Ay, ala, la, ay, ala. Vivamos nuestras mujeres, veremos todas bien alto. Vivamos nuestras mujeres, veremos todas bien alto. Que viva nossa fala, e que viva nosso canto. Que viva nossa fala, e que viva nosso canto. Sou mulher forte e livre, não há ninguém que me negue. E se alguém lo intentará, queima la febre o leve. Queima la febre o leve. Ay, ala, la, ay, ala. Hvala lepa za čudovit nastop. Fantje me bojo spremljali zdaj pri mojem govoru, ko smo se prej zmenili, pravzaprav se nismo, ampak ok. Par besed o tem, zakaj festival uporniške pesmi in zakaj v glavnem ženske tole na prizorišču. Zasavske ženske so posebne ženske, vredne vsega spoštovanja. Ne vem, če veste, ampak prvi rudarski štrajk leta 1876 so izvedle ženske. Zaradi tega, ker so jim znižali mesto, so se uprle na Dnevnem kopu, v Trbovljah, in ko so jih prišli mirit štajgerji in vodilni, se niso kaj dosti pogovarjale. Vzele se tisto lopato, head čafro, veste kaj je to? To je takšna srčasta lopata, s katero se včasih premog filov, in so tistega glavnega enostavno šaflo po glavi in takšne so zasavske ženske, kaj češ. Tudi kasneje so bile večkrat izpostavljene in znali so se boriti za različne stvari. Ne vem, če poznate Ano Dimnik. To je ženska, ki je ena najbolj pomembnih žensk v slovenski zgodovini.
rekli svoji slovenska mati, in kdo še ne ve tega, Ivan Cankar je napisal črtico Mater je zatajal. Zaradi tega, ker je njen sin Ivan, tudi Ivan je bil dimnik, študiral na Dunaju skupaj z Ivanom Cankarjem, Izidorjem Cankarjem, Groharjem in tako naprej. In Ana Dimnik je takrat, ko je fantom zmanjkalo denarja, enostavno šla na vlak, se zapeljala na Dunaj in nesla hrano, pijačo in denar. Pomagala je v bistvu tem fantom, da so študirali, in enkrat je na hitro šla od doma v teh kmečkih oblačilih in njegov sin, njen sin je bil tako, se je smoval in po tej zgodbi je nastala črtica Mater je zatajal. Verjetno poznate Tončko Čeč. Meni so rekli festival uporniške pesmi, seveda, v Zasavju, zaradi tega, ker so rdeči reviri. Jaz pa pravim ne. V Zasavju so ljudje vedno skočili po konci takrat, ko so se jim delali krivice. Ne zaradi rdeče barve, ne zaradi levičarstva, revolucionarstva ali kaj podobnega, ampak enostavno takrat, ko so začutili, da jim nekdo nekaj jemlje ali pa jim ne da tistega, kar si zaslužijo. In tudi, veste, 41. iti v partizane, v te hribe, ni bilo enostavno. Kakorkoli obračaš, kakorkoli danes razlagajo to zgodovino, tisti, ki malo bolje poznamo te kraje, vemo, da to ni bilo lahko. Tudi zadnji primer, ali pa še prej, primer Pekotk. Ne vem, ko poznate, jaz kot novinar sem spremljal to zgodbo in moram reči, da je bila to ena najbolj uspešnih zgodb v zgodovini slovenskega uporništva, ker ženske iz Peka, iz Trbovelj so dosegle vse, kar so si zadale. Ampak, prostite, jebale so vse po vrsti. In Janšo, in kdo je bil takrat Pahorja, vse, leve, desne, kdorkoli je bil na vladi. Kdorkoli. Tako se je ta upor končal, ko so podpisale pač sporazum in dobili svoj denar, ki so si ga krvavo zaslužile, je rekel glavni pogajalec, ki je bil državni podsekretar na enem ministrstvu pač tedanje vlade, glavni pogajalki, gospa Marta, kaj boste pa zdaj? Je rekla Marta, no, rekla, zdaj bom dala pa za Mašo na Dobovcu. Je rekel, no, če te pa vi dali za Mašo, bom pa jaz v svojem cerkvenem zboru iz Savinjske doline prišel pet. In potem je bila Maša, potem so peli in potem so imeli piknik pred Dobovško cerkvijo in tako se je ta štrajk Pekotk zaključil. Zgodb je ogromno, seveda tudi rodarskih. Poznate stavko leta 1934, redovno stavko rodarjev, ki je sinonim za uporništvo, slovensko uporništvo, kakorkoli. Knapi niso nikoli bili tiho. Ne v času Avstro-Ogrske, ne v času Kraljevine Jugoslavije, ne v času socialistične Jugoslavije in tudi ne v času samostojne Slovenije. Izvedli so prvo stavko v socialistični Jugoslaviji leta 1958, prišli celo do Tita takrat, ampak poskrbeli tudi za to, da je slovenska vlada postavila na Trojane tanke. In ni veliko manjkalo, danes govorimo, kdaj na rdeč gumb je treba pritisniti, ni veliko manjkalo, da se pritisne na rdeč gumb. In takrat je predsednik, je bil Trboveljčan, Miha Marinko, prišel miriti rodarje, ker so mislili, da bo to brez problemov naredil. In ko je prišel jih miriti in ko je nekaj časa govoril, so ga imeli rodarji polno rit
in nekdo je vzel skiro in je presekal kabel na ozvočeno, tako da se ne več slišal. In potem je postal tako naroden, da je mogel zbežati skozi okno in ženske, ki so bile tam, so tudi seveda podpirale radarje, so ga trajbale od Einzerja v Zagorju, v Trbovljah pa do železniške postaje. Tako da je bežal pred njimi. To se ne govori na glas. In tudi zadnja stavka radarska leta 2014 je bila posebna. V tedanji Evropi razviti so radarji začutili, da je treba povedati svoje in se zaprli v rudnik. V takšne oblike stavke v tej sodobni Evropi so redke, zelo redke. In moram vam povedati, jaz sem to spremljal kot novinar in moram reči, da ko sem bil v jami pri njih, da sem bil pretresen. Ko ti rečejo ljudje, da ne morajo po noč spati, ker je to že zdaj sedite pol ure, pa veste, koliko je vlage, ne? Zdaj pa si zamislite, da bi spali. Ne morete, ne? In fantje so bili noter od ponedeljka zjutraj od 8, malo čez 8, pa do četrtka, malo pred 4 so prišli ven. In to je bila eden najbolj nevsakdanjih in najbolj, bom rekel, zgodovina bo verjetno potem pisala en najbolj dobrih ali pa pomembnih oporov v tej samostojni Sloveniji. In meni je bilo najbolj všeč to, takrat je bila predsednica vlade Alenka Bratušek, sicer mi je prisluhnila, ampak fakso so se zmenili, je rekla, no, kdaj odešli pa ven, ne? Pa z njo se je pogovarjal Toni Lisec, ki je mimogrede enkrat, ko je bila tiskovna konferenca, rekel predsedniku Pahorju, poslušajte, gospod Pahor, zdaj pa nimam več časa za vas, smo tle novinarje. Da so mislili od srke od smeha. No, v glavnem, ko je rekla, no, v redu, kdaj pa greste ven? Je rekel, ja, se bomo zmanjili. Je rekla, no, povejte mi, pa bomo šli skupaj. Je rekel, Lisec, veste kaj, mi pa ne rabimo nobenega, da nas po zraku ven peru. Ko se bomo mi odločili, bomo šli ven. In to je to. Takšni so zasavci in takšne so zasavke. In veseli me, da so danes punce med nami, da so med nami članice zbora, ki je res v zadnjem desetletju sinonim za uporniško pesem v Sloveniji, ki zna povedati to, kar včasih povejo naše duše, kar mi čutimo, pa včasih ne znamo izraziti skozi pesem, pa se to lahko veliko lepše pove. Želim vam prijeten večer še naprej in to so ženski pevski zbor Kombinatke. Še kar govoril, ali boš nima kot? Oj. Novinari. Hej, ta je robotolo stran, a se takole sliš? Ja. Boš, ne? Tist malo roki za posrat. Ja, jaz nam tuk dolg človekov, ki je tale. Skus me neki motve že danes. No, kvato sem malo zadremat, pa slišim njen petje. Fajn. Pa sem že mislil, da se mi malo seja, pa slišim njen človekaje. Sem rekel, tu se mi neki seja, grem, kar nazaj zapel. Pa me pa le neki prdišaj po enih puncih. V kombinirkah. Vse je nekaj tazga, ne? A sem prav povedal? Kje pa je gospa, šef? A ti si šef? Kje je gospa, šef? Pa prid sem. Sej ti nam neč ne je. Veš, ko je?
En mesec sem že sam tukaj noter, čist nič ti nam naredil. Ja, dej, če ti pa kaj špičo, me lahko pa stalo desko, hrbet. Jaz sem v glavnem Bert Mandelc, jamski škrat, ne, tak lumpas sem, veš, tudi če všel kaj narobe, sem vse je skril, ja, mi malo pomagi, no. Kukor sem rekel, ne bom dolg, ne, za vas sem že pripravil eno tako fajno knjigo, rodarske pripovedke, kjerem dam žihto tja. Kar za majca noter, ja? Se veš kaj, če te dolg ni, ne, zjave? Ja. Ne, te bo samo vera. No, ker da je moj del izdelal. Jo, veš ko je? Kaj ga bo danes delale? Veš, na zadnje sem jih videl, veš v kaki duran, zdaj znore, v Stoscah. 13-14 avžnih nas je bilo, pa tele punce gor na odri. Pa danes so se kaj strah. Neč, ne? Zdaj imate Mjane tukaj, pa Markota, vas naj ne bo strah. Sam za tučkamo vedva šele. Veš ko je? Jaz imam pa sami ne dve želje danes, ne dve pesnice. To zapele? Ja se spomnim staro mamo, ki je pela. Angelci lepo pojemo. Ali ni to prav? Kurba, spet sem zajebal. Ampak star foter se pa ni dal. Je pa ono, najuriš. Ti povem, gate so se mi tresle, tako kakor danes. Jaz vam želim, pa vem, da bo en lep koncert. Fajn očgite, strah vas naj ne bo. Ker jaz sem pa šel, veš, ker me je strah, imam klaustrofobijo. Veš, kaj je tu, ne? Strah pred zaprtem prostorom. In mene je strah, da so gostilne zaprte. Hvala lepa, užival bom, zihar že kar naprej, pa srečno prepevanje, držite se, pa veš še kaj obišem. Redo? Pa srečno, da živa. Evo, hvala Bermantis, moram reči, da se je zadržal kakršne ponavadi, če da seka, tako da zdaj pa kombinajske imamo besedo.
imamo navado, da malo pojasnimo pesmi, ki jih pojemo, zakaj prihajajo. Skratka, to je bila pesem Noi vogliamo l'uguaglianza, italijanska, ki si seveda obrnili, razbrali. Naštala je na začetku 20. stoletja in njeno glavno sporočilo je dol s suženjstvom, hočemo enakopravnost, enakost. Naslednja pa prihaja iz Amerike in je tudi zelo podobna po tematiki. Imenuje se Bread and Roses. Bread, kruh kot plačilo, roses, vrtnice kot dostojanstvo. Tudi nekaj, kar je, mislim, da rudarjem in sploh rudarkam, ženskam, ki so tukaj delale, bilo zelo pisano na kožo. nazaj, kakorkoli v Rusijo.
tudi ena pesem, ki jo vsi poznate, verjetno ena z najbolj znanih partizanskih pesmi, svetovno gledano. Vzdihnila je med ljudstvom in ljudstvo je edino, ki si jo lahko lasti, nobena ideologija nikoli. Katjuša. Rasvjetali jablani i kruši, a bili komani na drevoj. Prihodila navijeka duša, na visoki bereg na kutoj. Prihodila navijeka duša, na visoki bereg na kutoj. Prihodila pesmu zavadila, razvetnova si zavada. Naše solistke, včasih tudi trio. No in zdaj gremo pa na Portugalsko, se pravi vzhoda, skrajni zahod celine. Tam pa prihaja pesem Grândola Vila Morena in sicer datira iz nekje 70-ih let, ko je bila tam diktatura Salazarja, ki je bil nekakšna portugalska verzija sosedovega Franka, ne? No in leta 1974 je prišlo do revolucije Nagano, kjer so se pač te diktature otresli in nekakšna himna tega procesa je bila Grândola Vila Morena, pesem o prijateljstvu. Oh
Sej nam ni, ne, če so kakšne vibracije, ne more priti do vrhuha, ne, kaj se reče. Ker Jernej je pa, Jernejnaš harmonikar prihaja pa iz bližine, iz Pisovca in je seznanjen z rudarsko terminologijo in je predstavil to lepo besedo in pa je, da si pol pokopan z vojaškimi, državniškimi častmi. No, jaz verjamem, da bomo srečno odneseli in odšli domov dobre ule. Do takrat pa še par pesmi. No, naslednjo pa verjetno poznate, je slovenska, napisal je Milan Apih, že malo močkrat pred vojno in je zelo aktualna, kot boste videli še dan danes. Nabrusimo kose. Najbolj znani delavski pesmi, če tako gledamo v evropskem merilu. Pri nas se je posebej popularizirali še Pankrti v 80-ih letih, tako da se je že jasno, da smo bili banderi, vsi sodelujte. Scusarti, mi questa sera, la pura e l'alzi.
zlorabljati svobodo pravzaprav kot nekaj, kar je odgovornost. Napisala je pa Polona Glavan. Svoboda ni naključje, toplo in prijazno. Včasih te zapeče, ko z roko sežeš prazno. Svoboda se ne neha, ne vzipki, ne pod dušo. Zahteva tvoj pogum, zameno da ti dušo. Svoboda se razkrila, malinko bojazen. Veliki nedokar in drži oči narazen. Svoboda moža grobo pogledjo za nekog. Lahko deliš jo sami in ne gre na pol. Svoboda ni veščina, osvojena s pomoždani. Svoboda ni v roki te predstavni samobrani. Svoboda ni projekt, ki se nalogiš v prostem času. Svoboda je v dihu in v glasu. Svoboda skrije oblake, da lahko greš više. In ne zameriš ji, ko si na smehu smrdališče. Svobodi si vsi in si lahko nobeden. In ko jo izdaš, več je nisi vreden. Svoboda ni veščina, osvojena s pomoždani. Svoboda ni v roki te predstavi samobrani. Svoboda ni projekt, ki se ga lotiš v prostem času. Svoboda je v dihu in v glasu. Svoboda ni veščina, osvojena s pomoždani. Svoboda ni v roki te predstavi samobrani. Svoboda ni projekt, ki se ga lotiš v prostem času. Svoboda je v dihu in v glasu. No, zdaj pa v Španijo, v čas španske državljanske vojne in na stran republikancev seveda, kjer je nastala pesem Aj Carmela. Želimo si samo eno, da nikoli, da fašistov, fašizma ne bo več, tako bi res tako. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumba la. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumba la. Acabar con el fascismo, ay Carmela.
ponavadi to vidimo, ponavadi ali eden ali drugi. Tole je Janez. Robi je pa z nami že od prvega dneva v bistvu, a ne? No, njih in vse nas pa seveda spravlja v red in vse kar zraven paše, naša Mateja Mavri. No in gremo še naprej. Zdaj pa na Hrvaško. Padaj silo in nepravdo. Je pesem, ki jo mogoče poznate z filma Bitka na Neretvi, ampak gre pa že, ima precej daljšo bravo, no. Že tam 15. stoletje, 16. ne vem, zdaj nisem čisto sigurna. Takrat je že nastala na Hvaru in sicer so jo peli puntarji, tisti, ki so se upirali bogatim gospodom. In tako je univerzalna in tako je fajn, da je seveda preživela do danes. Napisala jo je naša članica Ksenija Jus, ki je danes ni z nami. Glasbo pa Drago Ivanuša, stara je zdaj 11 let, ja, v tej verziji. Pesem upora, to je tako rekoč naš manifest, kaj pojemo, zakaj pojemo, komu pojemo, prisluhnite. Ti
gremo čez ocean v Čile. El Pueblo Unido je pesem, ki je nastala leta 1973 ob krvavem državnem udaru, po katerem je na oblast prišel Pinochet. In sporoča, da združenje ljudstva ne bo nikoli premagano, kar vedno povsod drži, tako da se združimo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De cantar que vamos a triunfar, jamás allá banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás, mojando en tu bandera florecer la luz de un nuevo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá, que luchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y un clamor, y voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ahí está formando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde Salada viene mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo harán, la patria cumplirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, y el cielo sola viendo el batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 La 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 No, to je približno to, kar smo pripravili za danes. Najbolj smo že zelo zebe, ne? Ja, no, mogoče, no pa še zmoremo kakšno. To, bravo! Ja, Bilečanko verjetno vsi poznate, ne? Tako, nastalo v Bileči, kot jim je povedal, leta 1940, napisal je Milan Api. In Srbijo imajo v bistvu kar za svojo, ne? Ker je v bistvu nastala tako rekoč vzporedno v obeh jezikih. Tudi Bosanci. Aha, no, Bosanci, skratka. Najboljša pesem je tista, ki se ne ve, od koga je, ne, ki je v bistvu vse.
Potem pa, čeprav tle nismo blizu Primorske, sem dobila namig, da vam je zelo pri srcu tudi ostala Primorska. Ja. Tako, ja. Pa kar, pojmo, sodelujte.
razred popisal to v zadnji. Zato sledi himna delavskega razreda Internacionala. Bravo. Stanite v suženjstvo zakleti, ki jarem vas teži gorja. Zdaj pravda stara v borbi sveti, nas kliče za prostost sveta. Na svet krivičnosti razbimo, do tam najbojga naš podre. Na to svoj novi svet zgradimo, bili smo nič, bodimo vse. Že se ljudstvo je zbralo, zadnjo borbo že hiti. Da z internacionalo prostost si pribori. Že se ljudstvo je zbralo, zadnjo borbo že hiti. Da z internacionalo prostost si pribori. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity Ciao, ciao.